Oblikovanje je zelo širok pojem, ne? Vse je oblika in že sama beseda pomeni, prihaja iz oblike, iz oblaka, ampak oblak se prenese na obliko, se stalno spreminja. Za doseči pravo obliko, tista, ki ima dobro energijo, je potrebno spoznati tudi samega sebe in svoje mojstrovine, svoje roke. Vemo, da mojstri brez rok ne obstajajo. In mojstri skozi delo in razvoj, skozi čutenje materije kot take, prihajajo do subtilnih rešitev, ki so končen proizvod v procesu nekega razvoja. Pri naših starih kristjanih je to pomeni leva roka, desna roka, ker se spojijo, takrat nastane povezava. Pri rokah, ravno tako, ko nastane povezava, takrat se tudi energija poveže z nami kot taki in se lahko skoncentrira v spiritualnem smislu in v fizičnem smislu, v procesu ideje kot take. Prava misel je posledica potem ročnega oblikovanja. V sanskrtu poznamo modrosti, to se pravi, kako povežemo roko med seboj, da dosežemo določene moči. Recimo, če hočemo premagati fizično slabost, stisnemo roko, dvignemo ta palec in primemo, in ko to držimo nekaj časa, mi premagamo, če smo utrujeni, premagamo utrujenost. To je samo nekaj elementov. Zdaj, mojstri začutijo, da roka gre skozi duh, skozi misel do določene oblike. Seveda program pa mora človek postaviti mentalno, raziskovalno, večplastno. In da pridemo do dobrega rezultata, je potrebno veliko raziskav, veliko študij in tudi ročnega dela. Druga faza je potem pa kompjuter sodoben, ki ga programiramo z ozirom na naše znanje, ne pa nekaj čisto izven tega. Drugače dobimo izven tega rezultate. Kompjuter lahko zelo pomaga, vsa tehnična sredstva lahko pomagajo, vendar roka je osnova.